Drugi del prvenstva je pričela še tretja uvrščena ekipa prve lige. Domžale so tokrat gostovale pri novomeški Krki. Letos imajo dobro bilanco, 2 tekmi in 2 zmagi, z gol razliko 7:0 so boljši Domžalčani. Tole je bila prva priložnost, Brači je meril po podaji Vetriha, ampak na pravem mestu Mitrović, potem kombinacija po prostem strelu, Črnic je meril, ampak nekoliko previsoko. Priložnost za Krko, žoga mimo vrat in legolavt za vratarja Maravala. V 17. minuti pa je bil francoski vratar prvič premagan, tole je bil že gol za 1:0. Miha Kostanjšek je zadel in premagal Maravala za 1:0. Podal je Perić, lepo si žogo sprejel Kostanjšek, izpadel je še Horić in Krka je prišla do prednosti. 19. minuta, prva kombinacija tudi za goste, nekoliko nevarnejša, streljal je Črnic, ampak le v vratarja Mitrovića. Do konca prvega dela še ena obetavna situacija, tole so želeli 11-metrovko Novomeščani, a prekrška tokrat ni bilo in igra se je nadaljevala. Drugi polčas, prva kombinacija Domžalčanov, lepa priložnost, podaja pred vrata, streljal je Mance, Mitrović je odbil žogo v kot za Domžale, potem z glavo mimo vrat Darko Zec, nekoliko je zgrešil, nato pa je tudi domžalska ekipa želela prekršek za 11-metrovko, ni ga bilo in igra se je tokrat nadaljevala, žogo pa je v naročje pospravil še enkrat vratar Mitrović. Prosti strel Horvata je za nekaj centimetrov zgrešil cilj, Krka je bila še vedno v prednosti, takole pa je bila to nova 11-metrovka in rumeni karton za Horića. K žogi je stopil Fuček in pod prečko premagal Maravala za 2:0. Gol Fučka na polovici tega drugega polčasa. Še en prosti strel za Domžale, tokrat je nekoliko zgrešil Trajkovski. In še tretji gol za Krko, nova 11-metrovka, še enkrat je bil to prekršek nad Fučkom, tudi tokrat je sam stopil k beli točki Josip Fuček, ki je imel dober dan, a tokrat si ga je nekoliko pokvaril, kajti 11-metrovko je zgrešil, imel pa je srečo, žoga se mu je odbila nazaj v noge in dosegal je še tretji gol na tekmi. Svojega drugega za prednost Krke 3:0 in tekma je s tem tudi bila odločena, tekla pa je 75. minuta. Do konca dvoboja Domžalčani zadetkom v mreži Krke, vsaj častni gol je uspel, podal je Trajkovski, novinec Senad Jarović pa je pospravil žogo mrežo z glavo in znižal na 3:1. Časa je bilo premalo za kakršenkoli preobrat, tole je bila še zadnja priložnost za Domžale, gola tokrat ni bilo in še zadnji sodniški pisk Mateja Juga, ki je takole odpiskal konec dvoboja med Krko in Domžalami, izid pa 3:1. Čestitke domačim fantom za dober začetek. Tiste zadnje 2 srečanja proti Domžalam smo vzeli kot neko šolo. Drugače smo se taktično postavili danes proti Domžalam. Pročili smo njihovo igro, disciplinirano igrali v fazi branjenja, izkoristili svoje prednosti, ki imamo, se pravi hitre igralce za pol kontro. Na koncu gladka in zaslužena zmaga je ostala v Novem mestu. Ne moram reči, da sem rezultat drugačen pričakoval. Pričakoval sem drugačno našo tekmo. Smo bili na vseh področjih tako mizerni, da težko pišem, kje je šlo narobe. Mi smo enostavno danes se dotaknili tiste najnižje točke, kar je možno v naši igri. In se v tem momentu lahko samo nekam skrijemo, pa nekako delamo na vso moč in smo tiho, da bi v bodočem popravili ta vtis oziroma to negativno energijo, ki smo danes nabrali.